Ampak ja, to je spet, kultivirali so ta mini društva. Ne? Vse se je začelo nekako z LOL Slovenija in podobnimi društvi, ki so želela samo najdeti način, kako v bistvu kultivirati to skupnost, da bi potem ustvarili mogoče ti individualni neko kariero lahko iz tega. Ne? Tudi si predstavljam, društva sama so želela ustvariti nekak sredstva na način, da bi bila samozadostna, ne? Ampak spet, če mogoče pridem naprej, Epicenter je bil en tak poskus, ne? Kjer ste v bistvu nekako združili nekonvencionalno konvencijo, a ne? Kjer je bil v bistvu bolj LAN party, bolj na Dreamhack. Ne toliko stojnice, pa odrske predstave in tako naprej. Kaj je bilo v bistvu mogoče prva zasnova na Epicentru, ker ti si bil del te organizacijske ekipe? Ne? Kako dolgo se že dogaja Epicenter? Jaz sem Epicenter, prvič sem bil šele na 9. Ker prej se je več ali manj dogajal v Murski Soboti, so bili tam pač manjši LAN party. Murska Sobota? Ja, iz Murske Sobote tudi društvo in vse. Okay. In se je več ali manj dogajal. Po tem delu Slovenije je tudi prvi LAN, je bil na koncu Radioactive LAN, pač ta zadnji, ki je bil v Krškem. Naprimer obalne off-bleste sem vse zamudil. In ja, Epicenter moj prvi bil 9. Takrat vem, da sem še proti Miki X-u v Štuk dvorani igral. Kjero leto to? To se pa zdaj ne spomnim, kar mislim, da 2010, 2011, nekaj takega po moje. Ja. Torej obstaja že nekaj 20 let? Epicenter? Ne vem, da malo preveč sem šel nazaj, verjetno. Ampak kako so povezani Radioactive LAN, ki se ga že omenil, ki smo ga tudi že nekaj smo govorili o tem v League of Legends epizodi, ko sta bila tukaj Jure in Kekec, ona dva sta bila dost povezana s tem Radioactive LAN. Vem, da je bilo to spet neko okolje, kjer so tekmovali, right? LAN party, potem pa Epicenter je bil na malo večjem scale, right? Že tako konvencijska, ker si imel malo več ljudi. Na začetku verjetno še ne, ampak ja, kje se je vse skupaj začelo potem? Pač vse se je gradilo, ni se naenkrat hotelo iz danes na jutri narediti največjo konvencijo, največji LAN party, ker nima smisla, nimaš izkušenj, nimaš ljudi, nimaš opreme, da to izpeljaš. In to smo zdaj vedeli, pač ogromno je bilo teh dogodkov, preživel je pa na koncu samo eden in na koncu zdaj imamo samo Epicenter LAN party, več ali manj, a pa kakšen manjši se najde enkrat na 3 leta, ampak počasi je graditi in to je tisto glavno, da nočeš iz danes na jutri uspeti, da počasi gradiš ekipo, počasi dobivaš izkušnje, nove povezave, networking, kar je najbolj glavno in to je bilo tudi morda ena glavno to, da ne živiš, ko bi rekel, oziroma ne riskiraš eventa na obiskovalcih. Torej niso oni odvisni, da boš na koncu prišel z 0, ampak da imaš nekako sponzorje, da pokrijejo vso zadevo. Torej pri nas je bilo, da vse prijavnina za igralce, vsa prijavnina gre v nagradni sklad, kaj je prijavijo se za turnirje, ne gre nič v sam event. Sam event, da pokrijejo dvorano in vse ostale stroške, ki se naredijo, so tu sponzorji, vse ostale pa tisti backup, ker na koncu zmeri, ne vem, dodaten kontejner moraš smeti odpeljati, tisto se treba popraviti in se hitro nabere po eventu še dodatnih 5-6 tisoč evrov, ki jih nisi planiral. Ne? Recimo, konvencijsko gledano se razlikuje od nekih Mofukon, Omikon in tako naprej, potem, da ti obiskovalci dejansko prinesejo svojo opremo, a ne? In potem lahko dejansko ostanejo na eventu celo noč, cel dan, več dni zapored. Right? Dejansko ti dobijo tisto LAN party izkušnjo. Ne tuširaš vse 3 dni. Ne tušem, smo je skoraj vsak. Ja, sem imel ta LAN party izkušnjo. To me spomne na nekaj, mislim, vidite, ko smo bili mladi, smo vsi LAN party. Tako, najbolj degenerate oblika igranja iger ever. Celo noč gremo. Ne, ja, včasih smo tako najeli vikend za cel vikend. Vikend za cel vikend. Ja, in vedno je bil ena oseba pa zadolžena za kuhanje oziroma pripravo hrane. Right? A ja, to niste naročali. I remember, ko smo imeli tiste seanse, ko smo 30 ur zapored igrali, right? In ena oseba bila zadolžena za kuhanje in kaj je naredil? Ne? Človek je vzel celega piščanca, ga razkosil, nismo imeli olja, vrgel na ponev in tako začeli, brez olja, vse se začeli smoditi. In kaj je potem naredil? Potem je vrgel vodo gor, tako da je zalilo cel piščanc, pokril tisto, da je bil potem, da se je začelo dušiti
da je vsa voda izparela in potem prinese tisto, imamo dušenega piščanca. To najbolj degenerate zadeva ever. Dobro, jaz sem še eno povišal, ko smo bili v Beogradu, smo šli jaz, so komentator, pa še ena, ki je voditeljica, komentirati finale Slovenske lige v Lolu, ker takrat je pač to imel ta Fortuna, imela čese, ona je pač nagradni sklad in vse, in smo samo finale tam komentirali. In zvečer so nam se zaluštale palačinke. Beograd je bil pa cel pod vodo skoraj, ni delalo več noč, ki je bila nedelja in naš glavni problem je bil, nimamo olja. In mi smo googlali, ker je edina punca, ki je bila z nami, a lahko uporabljamo kakšen njen šampon ali kaj. Oh my god, ne! Ker je kaj nevarno, če to pojemo ali ne. Na koncu, nismo riskirali brez olja. Naredili palačink za 20 oseb na koncu, ker smo kupili kilo moksva, ki zdaj uporabimo, ne bomo ta stran. Kaj je bila dovolj dobra ta non-stick? Ja, na koncu smo na carini vprašali, če bojo palačinke pa Red Bulle. Malo fiši izgledalo, ampak ja. V isti situaciji, tisto oba dva, veste, da se ni bilo olja. Gameri ne razmišljamo o olju, oziroma o procesu. Če bi le dovolj dolgo igrali, bi olje samo nastalo. Najdeš sestavine, everything else doesn't matter. Samo da je bilo užitno, to je važno. Kako ste potem na samem dogodku skrbeli recimo za higieno, pa da ljudje niso pocrkali na teh? Več ali manj na večini lanov je bil tuš. Naprimer v Celju vem, da je bil, tudi v Mariboru so tuši in vse na voljo. Tako da dosti več ljudi se zadnja leta nekako odloča, da gre tudi spat v kakšne hostle, hotele. Tako da grejo tam. Če ne, pa je tudi bil v zadnjih letih sponzor X, tako da je vse nekako zakrili. Torej, čez čas ste pozabili na tuše in šli direktno, gremo v 18th century France, veš, ko se niso več umivali, ampak so se samo nadišavali v Versailles in podobnih stvareh. Spomnim se, mogoče je bilo celo 16. stoletje, karkoli. Pozabili so, da voda obstaja in niso se več umivali. They were just like, imamo parfume. Ja, v redu. Ja, Francozi so itak izumeli parfume, right? So that's fine. Ko govorimo o številkah, kolikšna kapaciteta ljudi v teh LAN party se je razvila skozi leta? Na koliko ste na koncu prišli, ki ste začeli? Mislim, da nekako konstantno se govori tam od 300 do 500 igralcev. Zelo je odvisno od kdaj je dogodek, kje je dogodek in vse skupaj. Ker problem pri nas je, kjerkoli ga boš dal dogodek, v Ljubljani, v Mariboru, nekomu ne bo všeč lokacija. In glede na to, ker smo majhni in vse zapeljati se 1 uro, pa si na drugem koncu Slovenije, je to nekaterim včasih preveč, ampak treba se znajti na koncu, nekako ignorirati vse skupaj in moraš izpeljati, ker kritiki bojo zmeri več, kot pa kaj drugega. Kaj pa Celje? Je bilo kdaj karkoli v Celju? V Celju sta bila 2 LAN partija. Sta bila, En je bil z enim drugim festivalom prvič, v tisti ta veliki hali, bolj jeseni, ko je imela že Gretje problem, dvorano, ogromno Gret. Takrat je bilo in po smo 1 leto, mislim, da po koroni naredili v eni manjši dvorani, ki je tudi prvič bil manjši artisteli. Nižji strop zelo in tam je bilo res neprijetno v tisti dvorani in po koroni so res v tem celskem sejmu cene šle krat 2 prej. In preprosto je odpadel ta izbira. Tako glede lokacije, mislim, da smo se že pogovarjali, pa ti si predvsem izpostavil, Marko, da tako kapacitete so bistveno ceneje, naprimer kot Ljubljana, pa Celje dejansko prijaš iz celega konca Slovenije, nekako v približno istem času. Mislim, da logistično ima Celje tako najboljšo perspektivo za izdelavo nekega mega konvencije. Right? Tako, če gledamo celjski sejem, pač to je itak nekaj splošnega, ker imaš pač vso industrijo noter, medtem ko če bi delal konvencijo na ravni, ne vem, MCM Expo ali nekaj tazga, ker bi imel res 10,000 ljudi ali kakorkoli, bi rabil en prostor, ki je mogoče malo večji od gospodarca, in tega v Ljubljani recimo nimaš. Celje je tako perfektna priložnost, ker spet si odmaknjen od Ljubljane, torej so cene malo nižje, in to je, si predstavljam, tudi bil en od razlogov, zakaj se recimo epicenter dogaja v Mariboru, ne pa v Ljubljani. Parkinge ima? To tudi, Spet logistika. In pa, se pravim, to
ta celjski sejem, oziroma ne vem, kako se imenuje dejanski venue, ampak je ne vem, kako se imenuje venue. Povezanih ima, mislim, 9 ali 10 warehouseov. Res je. Kar pomeni, da Mednarodni obrtni sejem, MOS, tam se dogaja. Tako velikega venueja v bistvu nimamo v Ljubljani. Tako da to je mogoče ena od priložnosti, če bomo kdaj anime ali kakršnekoli geek community razvili dostopni, kjer bomo v bistvu želeli povabiti več recimo do 10,000 ljudi. Ne? To je ena od priložnosti, ampak spet, takrat, ko se je epicenter dogajal, ste, mislim, zakupili samo en warehouse. Sam Marko, sam tudi, če bi se hotel, bi se mogla tudi zakonodaja spremeniti, da bi lahko tuji prodajalci v bistvu iz tujine prišli sem in prodajali svoje produkte, ne da je v bistvu naša davčna zakomplicirana. Kakšna pa je trenutno zakonodaja glede tega? Ja, da mora kdorkoli iz tujine prodajati, da mora v bistvu pri nas si odpreti praktično oziroma davčno številko rabi za slovensko prodajo. Ja, spet, ker itak naša zakonodaja pač veleva, da moraš plačati slovenske davke. Ne? Mislim, glede davčne, glede davkov smo zelo cutthroat. In pač ne vem, če v Sloveniji prodaš podjetje, boš, mislim, da skoraj pol podjetja plačal v državi. Nekaj tazga. Tako da manjši kot je dogodek, manj davkov boš plačal ali pa skoraj nič. Ne? In potem, takoj ko se razviješ, takoj te, mislim, da tepejo po žepu, ker mi je malo proti razvojno.